predavam na način, oziroma te delavnice na način, da sodelujemo. Skušamo odgovoriti na čim več vaših vprašanj, na čim več mogoče nekih zgodb, tistih mogoče malce bolj žalostnih, jaz rečem, ki se jih da nekaj lahko zelo lepo rešiti, ampak je treba se o tem začeti pogovarjati. In denar je ena taka zelo neprijetna tematika, zelo neradi se o tem pogovarjamo, pa kljub temu ugotavljamo, da se bomo mogli vedno pogosteje začeti o tem pogovarjati. Ne vem, kako je vam, sicer nekateri med vami, oziroma večina ste že v tem tretjem življenjskem obdobju, kako vi gledate danes na to, oziroma kako vi učite morda svoje vnuke ravnanje z denarjem? Ali jih učite? Se ukvarjate s tem? Se vprašajo. Je bilo fino, ker se mi zdi, da te generacij, ko ste, imate še tisto v sebi, da ste vedeli, da je treba šparati, pa da je treba vedeti, kam bo šel denar. Tisti, ki smo pa že nekoliko mlajše generacije, pa tega nismo več tako vajeni. Danes se nahajamo bolj v tej potrošniški družbi, ko nas vsi z vseh strani napadajo in potem lahko hitro zaidemo v kakšne žalostne zgodbe. Se pravi, morda, zakaj je danes tako zelo pomembna ta finančna pismenost? Nekoč je bila ta pismenost tista ključnega pomena, se pravi sposobnost branja in pisanja, danes govorimo pa o tej finančni pismenosti. To pa pomeni, da smo sposobni razpoznavati, kaj so naši finančni cilji, da vemo, kdaj gremo v dolgove, če gremo v dolgove, kaj pomeni limiti imeti na bančnem računu, kaj pomenijo varčevanja, zaščita, zakaj to pomenimo. V podjetju, kjer delujem, delamo zelo veliko na teh različnih raziskavah, kjer ugotavljamo, kakšna je ta finančna pismenost. Že v Evropi OECD dela raziskavo, kjer so pravzaprav v letošnjem letu objavili rezultate, kako 15-letniki vedo ali ne vedo, kako ravnati z denarjem. In rezultati so izredno slabi. Se pravi, da že Evropa, že cel svet, pravzaprav tudi Amerika še posebej, opozarjajo na to, da bo treba zelo veliko izobraževati ljudi, da bodo vedeli, kako ravnati z denarjem, koliko recimo oni tega vidijo. Potem recimo moje finance, eden izmed medijev, tudi delalo raziskavo pred časom in smo dobili oceno 2. Ta raziskava je bila med odraslimi in pa v sklopu podjetja Vezovišek delamo tudi Vem, da ne vem, če kdo že zaslišal za ta projekt, kjer finančno opismenjujemo odrasle in smo tudi lansko leto izvedli raziskavo, kjer je bil rezultat tudi izredno slab. Zato poudarjamo, da je ključno to, da ljudem podajamo znanje. Danes vam bom dala res tisto čisto osnovno znanje, za katerega verjamem, da marsikdo od vas je že slišal, ampak morda nekdo pa od vas niti ni slišal o tem. Nekateri ste tudi mlajši, tukaj vmes med nami, jaz verjamem, da vam bomo upali, da na ta način večkrat pokazali, kakšna je tista prava pot. Recimo, v prvih 6 mesecih letos je bilo začetih 2258 osebnih stečajev. To je izredno veliko in ta številka se vsako leto povečuje. Kaj mislite, kaj je glavni razlog, zakaj pride do osebnih stečajev? A kdaj spremljate kakšne medije, televizijo, gledate, ste videli, da je ogromno? Eden izmed razlogov je gotovo ta finančna nepismenost, ker ljudje ne vedo, kako nevarno se je danes zadolžiti in potem, če nisi pripravljen na različna tveganja, lahko zelo kmalu zaideš v takšno težavo. In teh osebnih stečajev je seveda veliko več. Zakaj? Zato, ker je tudi stopnja brezposelnosti toliko visoka. In ta stopnja brezposelnosti seveda je ena takih ključnih težav v Sloveniji, jaz pravim, kjer dejansko je treba zelo pomagati tistim ljudem, kako priti do nekega dela. In ko človek zapade v neko depresijo, ko nekaj časa išče neko možnost dela in ga ne dobi, in to je grozno, ampak strana država mora tukaj zelo pomagati ljudem. Ker mi verjamemo v to, da se ljudem lahko jih nauči in pokaže neko pot, pa vam bom jaz danes malo več o tem povedala. Kot sem omenila, recimo, kje vse delujemo z mojim soprogom, ki je ambasador tudi finančnega opismenjevanja mladih,
so začeli tudi v šolah s krožkom Mladih denar. A je že kdo od nas slišal za to? Se pravi, nekako se zavzemamo, tudi gospod predsednik Pahor je ta projekt podprl zelo, ker želimo to finančno pismenjevanje uvesti v šole. Ker menimo, da ljudje, otroci, prej, ko se bodo začeli spoznavati z denarjem, z nekimi osnovnimi vrednotami, pravili, in potem lažje bodo potem tudi živeli svoje življenje. Potem eden ključnih projektov je tudi ta Play Smart, gre za finančno pismenjevanje vrhunskih športnikov. Zakaj vrhunskih športnikov? Ker jih ogromno bankrotira po svoji aktivni dobi. Poglejmo nogometaše, poglejmo košarkaše. To služijo milijone, pa vendar potem, ko se nekako upokojijo zelo mladi, ne znajo delati z denarjem. In to je izredno pomembno. No in tretji, kot sem ga omenila, je pa da vem, da ne vem, kjer pa želimo odrasle tudi izobraževati. Ker rečemo to, v redu otroke, bomo športnikov, bomo kdo, pravzaprav vas ne, kot vas mora nekdo. V šoli ste že bili, ne boste šli več, se pravi, nekdo vam mora tudi pomagati. Zakaj finančna šola? Ja, zato, kot sem navedla, raziskave kažejo, da smo na izredno nizkem nivoju, v šolskem sistemu tega zaenkrat ni bilo, pa veliko je prevar na trgu. Veliko je samo opisanih svetovalcev, veliko je nekih denarnih verig, veliko je nekih iger, če tako rečemo, kjer ljudje kar verjamemo. Dosti, kad vprašam, kako smo, ali to tisti pohlep, ki nas toliko potem naprej zavede, ali kaj je tisto, ker mi nekako zagovarjamo s poštenim delom človek, lahko res čisto to izvide. In to je tudi ključno, da znamo, oziroma razberemo na trgu tudi, kaj je tisto zdravo, kar je za nas, in kaj je tisto, kar ni zdravo. In zdaj bomo pa kar šli lepo na takšno prakso, kaj so tisto najpogostejše napake, ki jih delamo. Ena je ta, da zapravimo več, kot zaslužimo. Veste, to je tako, veliko se ljudje nasmejijo, rečemo, joj, se to vsi vemo, Nekdo je rekel, da en gospa je nekoč klicala, pa rekla, ja, v pokoju, pa rekla, se to je osnovno pravilo. In se strinjam. In jaz verjamem, da večina izmed vas se tega zaveda in ste se tudi tega držali, ampak marsikdo pa to pravilo zelo hitro prekrši. Zakaj? Zato, ker ima neka sredstva, ki so na razpolago, ampak so želje velikokrat večje. In je prav, da imamo želje, ampak potem je samo pomembno, na kakšen način jih bomo dosegli. Jaz osebno pravim, vse se da doseči, samo moramo biti potrpežljivi. Včasih nam manjka tista potrpežljivost, ko želimo imeti vse čez noč, ampak jaz pravim, lahko pridemo do tega samo na pravi način. In kaj pomeni, da zapravimo več, kot zaslužimo? Ne vem, če dobimo notri 700 evrov, jih zapravimo 800. Kako jih pa lahko zapravimo 800? S pomočjo limit, pa s kakšnimi kreditnimi karticami. Najprej se začne tako, hvala, na otroke. Najprej se tako začne. Kaj pa pol nadaljujemo? Potem nam pa limit hitro premalo. Kartice smo tudi že porabili, potem gremo v kredit. Potem slišimo zdaj, kaj popularno v medijih. Joj, super, bom vzel en kredit, pa bom to vse poplačil. Pa se to vse poplača, pa kaj, a se potem kar vse je to uredi, spet najavamo limit, spet gremo kar nekaj se. Tako da to je ključno, da mislim, da se slišimo. Hvala. Če bo pa premalo, se ne sliša, da boste govorili. Čujete svojim glasom? Hvala. Zaenkrat je še kar redo. Hvala vam. Tako da, recimo, to je ena taka stvar, ki je treba povedati vsakemu, ki je okrog nas. Treba je razpolagati s tistim, kar imamo dejansko na to. Ja, prijatno, hvala. Super. Tako da, to je ena taka osnovna stvar. To pravilo si ni težko zapomniti, Sam ga pa malce teže, potem tudi tako da, to je ena taka osnova. Kako se pa temu izognemo? Ena taka slikica je, izognemo se pa temu na ta način, da mi znamo razporejati svoje prihodke.
Verjamem, da ko se enkrat v tretjem življenjskem obdobju, ko se upokojiš, je zgodba drugačna. Takrat postaneš omejen s prihodki, na neki bolj ali ne, bom rekla, in takrat moš točno vedeti, aha, tokle dobim notri, tokle gre pa ven. Ne? A pa veste, koliko gre ven? Koliko imate stroškov? Približno? Ali kdo to suvereno rekel, jaz tako? Kako? Okay. Ker ključno je to, da moramo mi natančno vedeti, kam gredo naše uspoške. Ne vem, koliko ste bili vajeni, ampak moja stara mama, recimo, ona se vse pisala. Ona je natančno vedela, kam gre tista njena pohodina. In nekateri so vajeni tega. Današnje generacije, kot so moje, pa malo starejše, vmesne, recimo, tega niso vajeni. Kaj šele majhni otroci. Ampak zakaj pa to ključno? Kaj mislite? Ja, da viš pa šviška. Super, da vidiš pa šviška, to je časa, ja, če ga je dogotovil. Ampak če mi ne vemo, kam je naš denar, kako lahko potem vemo, kje lahko prihranimo? Ne moramo vedeti, kje lahko prihranimo, je? Če vi ne veste, koliko date za elektriko, če vi ne veste, koliko date povreči za trgovino, če vi ne veste, a imate limit ali imate limit, oziroma koliko sta sploh stane, če ne veste, koliko date na zdrave veste, če ne veste, koliko stane prevoz, če ne veste, koliko stane otroci, recimo stanejo, kakšne so obveznosti za otroke, če ne veste, ali karkoli imate še kakšne druge obveznosti, o tem je zelo težko govoriti o temu, pa priti po nasvet pa reči, joj, jaz pa ne moram nič prihraniti. Jaz vedno vprašam ljudi, kako pa veste, če niti ne veste, kam date denar. In to je ključno. Prav za nekoga izmed vas ni to nič prepozno, ampak ko boste enkrat pogledali te številke, boste lahko zelo začeli delati na temu, da boste začeli lahko vrčevati evro na evro, jaz rečem. Malenkost pa malenkost. Pa ne na ta način, da boste vi mogli zdaj to šparati, če se tako izražam, ampak govorimo o stvarih, ki vam ne prinašajo zadovoljstva. To so stvari, ki vi danes sploh ne veste, kam grejo. Ker pač grejo. Če pa vi enkrat to pogledate sliko, ki ste pa točno vedeli, da je aha, 3 kave na dan spijem, se res vprašam, zakaj. Ampak 3 kave na dan, bo za nekoga pomenilo, ne vem, 60-70 evrov na mesec. To, da imate malo občutek, in takrat se človek vpraša, ali res potrebuje 3 kave na dan? Nekdo ja, in jih ne ima. Nekdo pa ne. Ampak na takih malenkostih lahko vi začnete graditi. To so malenkosti. Prišli bomo lahko do zelo velikih številk. V redu? Eno vajo bi naredili, če ste za to. Oziroma, ali pa vas ne bom to, ker ne vem, koliko med vas jih ima avto, pa ga tudi uporabljate, pa vračujete stroške. Bomo eno tako samo šliko vajo naredili, da boste malo videli občutek, koliko vas stane avto, prav? Boste napisali, tisti, ki imate kaj zapisati, ali pa mogoče vse lahko tudi v glavi imate seštevate. Koliko daste za benzin? V bistvu nam se števamo. Občutek mora biti, ne? Ne, na mesec na bi morali. En tank, 2 tanka. No, in veste, koliko se en tank stane? Do 60 evrov? 70 evrov. Tudi da imate malo občutek. Potem, a so še kakšni drugi stroški pri avtomobilu? Imamo neko zavarovanje, letno, ga držimo od 12, pa si seštevite malce zneske. Sej sem danes tako malo risala, da bomo prišli do nekih številk, da boste malo videli, o čem vam jaz danes govorim. Potem imamo tehnični, pregled recimo, tehnični, imamo registracijo, eno je zavarovanje, ena registracija. Kaj imamo še? Vinjeta. Mehanik. Tako, pravila servis. Me veseli, da veste, kaj se paše, ker pogosto na to pozabimo. Pogosto mislimo, da je naš strošek avtomobila benzin, pa kakšen zavarovanje se še spomnimo, ampak to je to vse. Zakaj sem vas zdaj to vprašala? Ker imam eno vprašanje za vas. Imamo, bom vam prebrala, ker se verjetno malce slabše vidi zade, najeli smo avtokredit z mesečnim obrokom v višini 225 evrov. Tudi to je obveznost, tisti, ki imajo leasinge pa kredit, da nam pozabili. Vsi ostali
ostali mesečni stroški znašajo dodatnih 150 €, recimo kot primer. In zdaj je vprašanje, kolikšen je priporočljiv minimalni neto prihodek, da ne bomo presegli priporočenega mesečnega proračuna. Torej, če ponastavim, koliko naj bi imel nekdo prihodkov, zato da bi si lahko privoščil takšen avto s kreditom 225 €, pa za 150 € s ostalimi stroški. Ni več? 3000. No, da slišam? Aha, čakaj, tako je, se imam. To. 1000? 1500, ker je 1500, tam je 400, ne 600. 500 se smejali, smo ne skladili. A veste, da je to pravilno? A veste, da je to pravilno? 2500 €. To je samo za avto to. Zato in me veseli, da ste mi, večina vas je mislila 1000, 1500, tako tudi živimo. Govorimo na mesečnem nivoju, seveda. 2500 na mesec, pa pol 200-300 mesec. Če hočete imeti tak leasing, morate imeti 2500, da boste lahko še vse ostale družinske stroške pokrili. Pa da bo še kaj ostalo. Hočem vas za nekaj prikazati, to je šok za večino. Ampak tako živimo, tako kot ste večina rekli. Imamo avtomobile, imamo prihodkov 1000 € ali pa 700, se tukaj ni bilo pomembno, ampak avto nas pa stane tretjino ali pa polovico. Kako bo živel, mi povedite? Kako bo živel, če imaš tako drag avto? Ne si mislim. Ne? A je res avto toliko vreden? Zato, da vas pripelje iz točke A do točke B. Ne? In to je eden izmed, pač danes vam želim to pokazati, da začnete malo drugače razmišljati. Tisti, ki imate otroke, vnuke, vem, vsi se hočejo voziti v super avtih, to je najboljše, kar sem bila, ne? Ampak razmišljanje se potem spremeni, ko vidiš, da dejansko te tvoje prihodke v večino vredno za neko sredstvo. Pa nismo tukaj sploh omenjali neke amortizacije, se pravi še izgube vrednosti avtomobila. In to, ko človek vidi, se res vpraša, ali res to toliko potrebujem, si rajše ne plačam položnice za to. Ali pa otroku ne privoščam morja, ker dejansko prihaja potem res do takšnih razlik. Ker tudi tukaj, ko grem do mame na obisk, moram povedati, ko živi tam v blokih, vidim dostikrat avto skoraj več vreden, kot je pa nepremičnina. Osebno nimam nič proti temu, če lahko seveda ljudje potem tudi živijo normalno. Ampak je treba včasih malce res racionalno pogledati na te stvari. Tako da boste imeli danes malo čutek, da malo poveste naprej. Tako je pa s poprečno porabo, jaz tukaj se tudi zelo malo vidi, ampak dejansko mi, ko učimo 16% vaših prihodkov namenite avtomobilu. Maksimalno. In zdaj bo vsak pri sebi lahko si izračunal, koliko je to. Če je 1000 €, 160. Ampak da ponovim, notri so čisto vsi stroški, ki so jih prej našteli. Da se moraš. Ja. Ker če večina, če pa bomo živeli z bistveno višjo obremenitvijo, bo pa zmanjkalo za druge stvari. In potem se vprašamo, kaj bo pomembno. Naša prihodnost, naši otroci in tako naprej, ali pač nekaj takega stvari. In recimo, čisto na hitro, za stanovanjske stroške, maksimalno, koliko priporočamo, stanovanjskim kreditom, večina ga sicer verjetno med nami ima, je 30%. In smo spet tam, In potem pride nekdo s 1000, povečna slovenska plača je 1000 € neto, in pride na banko in reče, dajte mi kredit, dajte mi maksimalen znesek kredita. In koliko je maksimalen obrok, veste? 400 €. Se pravi, in on že samo s tem kreditom prebije to, kar je dejansko priporočljivo. Potem pa pridejo še druge položnice zraven in smo že lahko na polovici samo za stanovanje. In potem se spet vprašaš in drugje zmanjka. Se pravi, zato je treba se držati teh okvirjev, ki niso izmišljeni, ker konec koncev bolj ali manj imamo vsi neke stroške, ki imamo enake, kaj potrebujemo v življenju, in potem zmanjka, če kje presegamo. Zato mladi, ko najemajo kredite, in jaz vedno to priporočam,
priporočam, obvezen načrt financiranja, treba je sploh ugotoviti, kaj si lahko privoščijo in potem iti v to. Varno. Varna zadolžitev je ključna. Pripomočki za vodenje več jih obstaja, seveda tisti mlajše generacije, ne, ko smo zdaj danes popularni že pač telefoni na telefonih pripomočkih, ostali pa začnite pisati. Čisto enostavno. Začnite si pisati vaše izdatke. In ko naj z možom vprašajo, kaj, vi vsak evro pišete, jaz račem ne evro, vsak pol evro piševa. Pa se nama ljudje smijo. Ampak mi dva nimava s tem težav. Ker pač veva, da na koncu neko varno prihodnost. Da je vsak evro pomemben, kam gre, in sem tudi dobro zavešal. Druga je še Excel, tisti, ki ste malo bolj vešči v računalnikih, ne. Tretja pa, kot sem rekla, za napredne so pa že orodja, ki obstajajo na telefonu. Kaj je samo prednost, pa slabost, ali pa kakorkoli bom rekla, že na listku, če boste začeli, kako boste začeli uporabljati super. To je ena kot ena. Zato, da boste takoj vedeli, kam gre denar. Ne, tisti, ki ste v pokoju, nekih drastičnih razlik ne bo iz meseca v mesec. Ampak tisti, ki pa mogoče smo še malce bolj aktivni, je pa fino, da sproti vemo, ki smo. Ker če mi, kaj želim s tem povedati, sem imela stranke, ki so recimo 3 leta vodile v Excelu. So pa šle do mene in potem sem na koncu videla neke rezultate. To je bilo na koncu minus 200, plus 300, minus 400, minus 100 in tako naprej. Jaz sem stranke vprašala, čemu ste vodili, če ste prišli konec meseca v minus. Pravi, zato je treba vedeti sproti. Zato je sproti treba pogledati. Moji prihodki so taki. Prav, ko boste šli danes domov, napište na eno stran, kakšni so prihodki in na drugo stran si začnite voditi vaše stroške. In boste videli, v roku pol leta boste dobili neko povprečje. Zdaj, ko je zima, je to super, ker so stroški višji. In dobite neko povprečje in boste točno vedeli, koliko imate vsak mesec na razpolago. In potem se samo enostavno to spremlja in se temu sledi. To pomeni, da pač ne morate zaiti več v negativno stanje. Ker natančno veš, 50 evrov imam še do konca meseca za trgovino, recimo. Ali pa rečeš, še enkrat bi lahko pravil za. Lahko pa rečeš, odpovedal se bom temu, zato da bom dal denar sam. V redu? Ampak v teh pokledih, ki jih imaš na vrhu. Za vse tiste, ki ste mogoče malce mlajši, mi ravno razvijamo, gospod Župnik, ko smo zelo zaposleni, razvijamo pač neko orodje, zelo, kako bi rekla, virtualnega svetovalca, če vam tukaj pomaga, se pravi, neko aplikacijo, ki vam bo znotraj tega, ko boste vi opisovali, vas učila, kako delati z denarjem. To, kar jaz delam v živo, želimo nekako premesti notri v aplikacijo, da bo pomagala lahko res večini ljudem, jaz rečem, ne da bo to zelo omejen ta dostop. Na konec koncev bi lahko mi vsak dan predavali, pa ne moramo doseči čisto. Tako da malo za tiste, pa lahko na koncu mi ne pustite, pa bomo dali tisto testno verzijo. Druga napaka, oziroma neko pravilo, živimo od plače do plače. Dajmo se pogledati. 76% Američanov živi od plače do plače. A kdo tukaj drugače živi od plače do plače? Verjete ne. Tako da če bi dvignila roko, bi rekla, v Sloveniji je še ta odstotek višji. Jaz se ne bom dvignila roke, ker pač tako ne več ne živim, se pravi, želim pa zdaj danes povedati, kako lahko tudi vi to naredite. A si sploh predstavljate, da je to možno? Veste, kaj se reči, že je plače do plače, ne? Vi imate kaj, pokojnite tako, imate za pokojnino 30 grem, 30 grem in ni do konca naste, ko mi čakate 30 grem, seveda se na račun gremo, do plače do plače, ali pa plača 5, 15, 18. Skratka, in to ni nič slabega, to je velika večina ljudi, ampak nas niso drugače učili. Tudi jaz sem nekoč, ko sem se prvi zaposlila, normalno živela od plače do plače. Ampak zdaj bomo pa jaz danes pokazala, da se to da drugače spremeniti. Tukaj imam eno takole. Jaz sem malo dala neko tako primerjavo, neko otroci, ki spodijo te prvi koraki, zdaj imamo otročke danes tukaj, pa bomo mi naredili nek prvi korak danes, upam, da se boste zapomnili. Skratka, najprej morate vedeti, pa smo spet tam, koliko na mesec vi potrebujete. Ljudje smo vajeni, da to, kot zaslužimo to
to res nujno rabim. A je to res? Ja, ni. Jaz sem imela, pač primer, jaz sem imela zadnji Franko, se zdaj ni pomemben, koliko zasluž, ampak ni pomemben. Dobi 1200 na račun, ampak ugotovimo, da rabi pravzaprav 800 za normalno življenje. Ampak kaj gospa? Porabi vse. Zakaj ne? Okay? Se pravi, da ključno je to, da najprej zdaj vi doma ugotovite, koliko rabite vsak mesec. Kako boste to ugotovili? Kaj smo se naučili danes? Je boste dobili znesek? V redu? No? Potem boste pa, naslednji korak, gremo že malo višji, boste pa vi vedeli, koliko rabite. In to bo zdaj vaš mesečni budžet, jaz temu rečem, proračun. Okay? Pa rečemo, da je to 800, vi ugotovite, da je to 800 evrov. Vi si boste rekli, ok, 800 evrov moram zdaj našparati, ker zdaj nimamo, ker živimo od plače do plače. Lahko, da nekje že kaj imate, ne vem, ampak 800 evrov. In potem si morate tako narediti, da si vsakega prvega v mesecu teh 800 evrov nakažete na vaš transakcijski račun. V redu? Se pravi, ni pomembno, ali ima nekdo plačo 15. ali ima 5. Prvega si vi nakažete to vašo plačo. In potem, ko dobite 15. res plačo, jo pozabite in jo prenakažete na nek drug varčevalni račun. Odstranite jo. Zakaj odstranite? Ker ne rabite. Ker vi res rabite 800. Okay? In potem teh 800, gremo pa naprej, ne? In dejansko potem je ključno to, da vi živite na ta način, da dejansko se pravi, privarčujete ta znesek, ko plačo dobite, odstranite plačo in jo potem spet prvega, ko vam zmanjka vaš proračun, si nakažete nazaj. To porabiš, ne več. Ampak to, kar rabiš. Seveda, to je vse del načrtovanja. Zdaj, mogoče se vam zdi to danes, ko malo že misija nemogoče, pa znanstvena fantastika, ampak to je enostavno. Ker kaj pa večina ljudi dela? Reče, varčujem nekaj za pokojnino, se do tega bomo še prišli nekaj, pač tisti, ki morajo, ne moramo, ali pa varčujejo za nekaj drugega, tam imajo pa limite, ali imajo pa kartice uporabljeno in tako naprej. Se pravi, se delajo izgubo, ker plus se ni tako visoko, ker je tam minus. Tako da dejansko se to da in mogoče že to danes imate, si prenakažete. In to je vse del načrtovanja. Prvi mesec je najtežji. Ker to zdaj za nekaj novega. Starejši, ko smo, bolj smo nečesa navajeni, težji nam je spreminjati navade. In potem, ko boste to spremenili, boste dejansko rekli, wow, dobil sem plačo, pa sploh ne rabim. Ali pa pokojnino. Pa pokojnino imate ravno naštimano na zadnji dan v mesecu, tako da rečem, ne, super, ok, pomeni 1000 evrov. Ampak kaj je treba to preprečevati? Kaj potem boste shodili, ne, srečem. Se pravi, počasih bomo tudi padali, ne? Tudi otroci, ki shodijo, pa tudi padajo, ne? In tudi mi bomo padali sem na tja. Ampak važno, da si vi zdaj najprej ta cilj ustvarite in si ga določite. A se vam zdi to težko? A je to nekaj tega? Disciplina, oziroma jaz rečem temu skoku, sam nek cilj morate imeti. Ker brez cilja, ne, kaj bo brez? A vi brez cilja kam pričamo? A bi jaz danes prišla sem, če ne bi bila domoljnica? Ne bi prišla sem, ne? Jaz rečem temu, to so navigacije, ki nas usmerjajo. Če si boste vi to postavili za nek prvi cilj, zakaj pa to nek tak osnoven cilj, ker ga je iskreno najlažje doseči, ker je najmanjši deskovno, če gledamo, ne? Če bi vam jaz rekla, da morate prevračati 20 000 evrov, ali pa ne vem, koliko za stanovanje, bi rekla, da je to nemogoče. Ampak kaj pa res tisti prvi najnižji cilj? Prav? Tako da dajte si morda to zdaj za en tak izziv. Tretjič, nimamo ustrezne zaščite. Jaz dobivam ogromno zgodb, zelo žalostnih zgodb, kjer me kdo zboli. In jaz vem, da danes, jaz nisem tukaj zelo rečem, gledajte, veliko stvari se da preprečiti, ampak na žalost ljudje nimamo pravih informacij, da bi to lahko že prej uredili. Okay? Vsi lahko zbolimo, enako lahko je zbolimo, ne vem, moja mama, kdorkoli. In zato je treba se, investirati v znanje, izkoristiti informacije, ki jih imamo vse dost, pa obvestiti vse tiste, ki so mogoče mlajši od vas ali pa ki so okoli vas, da ne za to še poskrbijo, da tega se da. Ne pa o čem govorim. Koliko plačujemo za zavarovanje avtomobila?
A imam drugo informacijo v glavi? 700? Odvisno, kakšno zavarovanje. Sej ne, kakšno informacijo? Jaz recimo 700 evrov plačujem na leto. Tako me zanima. Koliko je pa avto vreden? Koliko je pa vaš avto vreden? Ja, ni to 11.000. Ok, to naši, ne? Ne, tako, boste videli, zakaj vas sprašujem. Smo rekli 11 pa 700 evrov, recimo. To je pravilno sva tam mišlja istine enakem. A ga plačamo vsako leto? Ja, a ne? Ker Bog nadej, da ga ne bi. Kaj bi bilo še kazno, bi dobili, pa ne gre čez. Se pravi, ga moramo plačati vsako leto in to tukaj naredimo brez problema. V smislu gremo, vemo, da moramo in ga plačamo, pa tudi če je na obroke. V redu? Koliko ga vredno vaše življenje? A je neprecenljivo? Koliko je vredno, ne? Ga ni denarja, toliko je vredno, ne? To zaprav, če bi tako rekla, ne? Naše življenje je neprecenljivo. In ko enkrat človek zboli, bi vse dal, kaj da bi bil zdrav, ne? In napaka, ki jo pa delamo, ne? Kako se pa zbog zaščiteni pa smo? Koliko se, recimo, v povprečju govorim, ne? Večina ste res zdaj že v pokoju, ampak recimo, da bi se vi postavili, preden ste bili v pokoju, ali pa tisti, ki ste še daljši, koliko zaščiteni pa ste, če se vam kar pa danes zgodi. Pa ko ne govorim o, recimo, tistem najhujšem, recimo, ampak govorim o tem, da danes ne morate več delati za denar, da postanemo invalid. Koliko bomo dobili v državi? Jaz osebno bi dobila 300 evrov. Lahko pa še živim 50 let. In jaz se, a se lahko zaščitam? Lahko se zaščitam. Koliko pa to stane? Koliko pa to stane? Kaj mislite? A je to prav? Mogoče 60 evrov na leto. To recimo je zelo, zelo pomembno. In te žalostne zgodbe, ki so, meni je vedno hudo to, ker jaz verjamem, da če bi te ljudje prej vedeli, da obstajajo zaščite za delovno sposobnost, mi temu rečemo, to je ta invalidnost, če bi vedeli, da obstajajo zaščite za bolezni, ampak seveda govorimo o tistih pravih zaščitah, bi to marsikdo od nas skrijemo, je tako? A bi se zaščitili? Bi se ne? Ampak večina pa ljudi tega ne ve, oziroma takrat, ko pride do nečesa, reče, če bi prej vedel. In jaz si želim danes, da vi to zdaj veste, pa da povejte tistim ljudem, ki so okrog vas. Govorim o zaščiti, ne govorim o nekih zarovanjih, ne govorim o naložnih zarovanjih, Bog pa. Govorim o zaščiti nas samih. In potem prije tudi do zgodbe, to pa tiste, ki so pa že potem res tudi grozne, kjer pa se nekdo še po nesreči, recimo, in umre in ostane mati ali oče sam z drugega. To vse se da danes zaščiti. Nekoč se tega ni dalo pravzaprav, ne? Ampak danes pa to že obstaja. In to za veliko manj denarja, kot nas ostane avto. To, da boste vedeli, to se mi zdi vedeli. Se pravi, kakšno višino, recimo tudi zelo pomembno, ne? Kakšne zlate rezerve ima nekdo? Kaj pomeni zlata rezerva? To pomeni, da imamo nek denar na strani, da če se nekaj zgodi, avto se nam pokvari, ne vem, ali pa karkoli drugega doma se nam pokvari, ali pa karkoli zbolimo nekaj pač, da rabimo nekaj sredstva, zgubimo službo, moramo imeti nekaj na strani. A veste, kakšne mora biti zlate rezerve? V kakšnih zneskih? Družina, ki na mesec ustvari kredit, da ima ta izdatek 1800 evrov, recimo, da so te njihovi stroški v povprečju 1800 evrov, potrebujejo 10.800 evrov zlate. Dobite občutek. Ker kaj pa ljudje delamo v večini? Gremo po nek stanovanjski kredit, brez rezerve, ne se ne more več zgoditi, jaz ne morem zgubiti službe, sem ne vem na ministrstvu, sem ne vem, ki je zaposlen in potem zgubimo službo. Mi smo spet tam, a lahko to zaščitimo. Lahko zaščitimo. Se pravi, da prej poskrbimo, smo prej pridni, prej vrčujemo in da sami sebi dokažemo,
v redu, zdaj si pa res lahko, rečem, da služimo, zdaj pa res lahko vzamemo nekaj. Sicer je to izredno nevarno. Pravi ljudje, spet ne razmišljamo o tem, da bi lahko nekaj si privrčevali in to naredili s tem neko si zlato rezervo, če do česar koli pride, da lahko s tem črpamo ven. Vsak izmed nas je ranljiv, ki je govorim, ko je v neki aktivni dobi. Tudi jaz, iz 9. Danes, kot je gospa rekla, lahko stanem brez glasu, pa ne vem, kaj sem počela, tako malo kreditira. Ampak to je pomembno, da se moramo tega zavedati in da treba za to prej poslušati. To, da imate malo tega občutka. Naslednja pomembna stvar je, da ne načrtujemo svoje prihodnosti. Se pravi, ne ukvarjamo se s tem, z nekimi srednjeročnimi, dolgoročnimi cilji. Sploh ne gledamo na to, kdaj bom mogel zamenjati avto, bom že. Zakaj bom že? To vzamem takrat kredit ali pa leasing. Ampak to so vse stvari, ki bi jih lahko mi lahko čist že prej prihranili in potem kupili. Ne ukvarjamo s tem, koliko nas otroci stanejo, v smislu narekovaji, kako jim bomo lahko omogočali vse tisto, kar jim pravzaprav želimo omogočiti. Pa ne govorim tukaj o nekem več, ampak govorim, če so nekih osnovnih potrebah. Govorim o, ne vem, da jim lahko plačamo malice v šoli, da jih lahko peljamo mogoče na morje, ali pa konec koncev, da jim pomagamo, koliko jim lahko. Ker vidim, tudi jaz ogromno teh žalostnih zgodb, ker ne more pravzaprav nič pomagati, ničesar ne moramo dati. In zato je tudi potrebno, pač je pomembno, da razmišljamo o tem, da vemo, kako jim bomo lahko pomagali. Pokojnina, nekateri ste, lahko rečem, kakorkoli ste srečne že v smislu, da jo že imate, govorim pa iz vidika, ker druge generacije, ki prihajamo za vami, ne računamo niti več na pokojnino. Bom tudi povedala, kakšne obeti so za nas. In pa zdravje, koliko nas bo stalo. Koliko stane zdravje potem, ko se enkrat upokojimo? A nastane več? Veliko več. Veliko več. In zdaj, kako do cilja v sicer angleščini, ampak to je ena tak izraz, ki se bo mogoče marsikomu zdel malce drugačen, pay yourself first pravila. Najprej v bistvu plačamo sami sebi. Kaj to pomeni? Kaj to pomeni? Do tistih prihodkov, ki imamo, pa govorim bolj za tiste aktivne, ki smo še, pa lahko tudi za tiste, ki se upokojujo, 10% naših prihodkov namenimo za neke cilje. Govorimo o srednjeročnih in dolgoročnih ciljih. Zadnjič me nekdo vpraša, kaj to pomeni, 10% na mesec lahko kar zapravimo? Ne, 10% prihodkov namenimo za naše te cilje, o katerih sem danes že govorila. Ali je to zamenjava avtomobila, ki smo nekoliko mlajši, ali je to pokojnina, ali so to otroci. Skratka, na ta način kreiramo potem na prvem mestu to, ta znesek dobimo, ko ne želimo več plačati plače, s temi 10%, če imamo, dajemo na stran in recimo, če imamo 1000 evrov prihodkov, 10% je 100 evrov na mesec, v 10 mesecih privačujemo z mesec, ki ga rabimo, da ne želimo plačati plače. Da se zdaj predstavljate, kako pridelujete. In to je prvi cilj. Naslednji cilj je pa potem zlata rezerva in potem gremo naprej. Dostikrat pa delamo na način, za pokojnino nekaj bom dal na stran, ostalo mi je pa ostalo pokojnine. In potem, če pride do česarkoli, zmanjka. To, da imate malo občutek. Otroci, en čist tak primer, seveda, vsak želi svojemu otroku najboljše. Tudi jaz imam hčerkico, stara bo 4 leta, in mi v njenem rojstvu so se pač odločila, da veva točno, kaj želiva, ko bo stara 18 let, da. Tukaj je zelo pač nekako zagovarjam način, da ti otroku pomaga, njemu pa vsega. Tudi jaz osebno, da sem vesela, da nisem dobila marsičesa, vsega, v smislu materialna, in niso mogli starši kupiti stanovanje. Ampak sem se ga mogla sami. Jaz sem temu danes hvaležna. Zakaj? Ker znaš delati z denarjem in ceniš tisto, kar imaš. Tako da recimo, mi pa nekako, ko smo se pogovarjali, zelo sem rekla, kaj pa bi želel, kaj pa bo tisto, kar danes otroci želijo. Je veliko krat neko šolanje. Je to šolanje v tujini. Lahko je nek del sredstev, ki bi ona rekla, super, za razliko pa vzamem, lahko se nam tudi pa si pomaga. Recimo, če bi jaz nekoč imela ta znesek na razpolago, bi veliko lažje kupila stanovanje.
ker imam neko osnovo, ker drugače praktično ne mogoče to privrčevati. In namesto, da otrokom kupujemo, ni da ni, ne? Ko vidimo, od iPada za 3 leti, pa da ne vem česa, to je žalosten, jaz rečem, ne? Dajte raj namen nek manjši znesek za njih. Ker kaj pa pomeni ta razlika, da se bomo predstavljali? Če mi za danes za otroka namenimo 51 evrov, ne? Pa damo za dobo 18 let, približno, tukaj pa že za obrestne račune, mislim, da je 7%, bi dobili po 18 letih 20 000 evrov. Če pa mi, ko je otrok 18 let star, pride do nas pa reče, mami, rabimo 20 000 evrov, mi lahko pomagaš, kaj veliko ljudi naredi, gremo po kredit, a veste, kaj pomeni? Da bomo naslednjih 18 let plačevali 153 evrov. Pa se strinjam, tudi verjetno, tudi jaz ne rekli, nikoli ne dam roka, tudi jaz bi verjetno to naredila, ne? Recimo, če ne bi imela teh informacij in znanja, ampak veliko krat starši, oziroma jaz sem videla zgodbe, ker starši potem otrokom, imajo 2 otroka, pa da za enega 500 evrov mesec, pa za drugega, ki so dojeni. Kaj se pa zgodi? Zmanjka. Potem greste v kredit, novi kredit in potem so stari. In to je nevarno, ker otroku ne moš reči ne. A ne moreš, nihče ne more, tudi jaz ne reči. Ampak zato je treba na ta način pravilno zastaviti in se lahko ta cilj zelo realno dosegli. Potem jaz tukaj vedno vključim tudi babice, detke rečem, ne jim kupovati nečesa, ker tako bo tako preraste. A ste vi kakšno stvar iz otroštva vam je prav, ker ste oblekali? Ni, ne. A ste kakšno igrača, ker se še zme igrati? Tako da so te stvari, želim podariti, da so malenkosti, ker lahko 10 evrov ena babica, pa 10 evrov druga, pa en dedek, pa druga, kakorkoli, že njemu zelo veliko pomagate. In je to to. Jaz vedno rečem, ko bo otrok star, je ključno samo, da vidi, kdo je prispeval, pa ne koliko. Ampak bo rekel, tem ljudem sem hvaležen, ne? Ko bo vedel, da sem mu dejansko pomagala na tej svoji njegovi poti osamosvojitve. Pokojnina. Dobro, nekateri jo zdaj že imate, ampak tako mogoče za informacije, da boste vedeli, kaj druge čaka. Kakšen je odmerni odstotek, kdo ve? Gre za prilagoditveno obdobje do leta 2020 in po 57,50. Zdaj vprašanje, česa? Imam plačo 1000 evrov plus 200 evrov za malico pa prevoz. Od katerega zneska je to? Brez malice in brez prevoza. Marsikdo to ne ve. In se nekdo vozi iz Hrastnika v Ljubljano vsak dan in dobi 500 evrov za malico pa prevoz in reče, aha, se imam 1500 evrov. To je zelo pomembno. Od neto plače. In kaj čaka nas? No, jaz sem se zdaj malo pomladila, malo se heca. 43,70. Zdaj si predstavljate, da imamo 1000 evrov poprečne plače in potem dobimo 430 posebnih evrov. A greči, a bo elektrika takrat cenejša? A bo kar trgovina cenejša? Primerjalni z enim dnevom električnih šestini. Ne, vse vsaj isto. In zelo velik šok doživijo ljudje, ko se upokojijo. Zelo velik šok. Ker če že danes ne morejo s 1500 evrov preživeti, bo takrat grozno. In na to opozarjamo ljudi. No in bodo življenjski stroški trenutka nižji, smo pa rekli, da ne. Kaj če me spravim bolj še višji? Prej to račun. Ker so skozi. Ja, ker so skozi višji. In to Eurostat je izračunal, da nas čaka 74 zdravih let. Potem pa bo strošek za financiranje oskrbe znašal dodatnih 180 evrov na mesec. Si predstavljate to? Zakaj to govorim, ne? Dajmo pogledati, recimo, če vi zbolite, ne? So čakalne vrste kakšne. Tako dolgo, da že marsikdo takrat lahko tudi umre. A ni žalostno? Če bi imeli pa denar, ne? Bi pa prej na vrsti. In to zelo hitro. In žal, prihajamo v takšen sistem, da več, ko si už privrčeval, ne, ko boš plačal, prej boš dobil iskreno. Ampak to je grozno. Samo to žal, to mi ne moramo spremeniti. Lahko spremenimo samo v tem smislu, da poskrbimo zase. Ker ženska doba, življenjska ženske pa nekaj 86 let. Že se pa višarsko, ne. In je res, se mi zdi grozno, da dejansko si človek ne bo mogel tega reči.
Se že zdaj v stanju, ste že zdaj stanju zdravstva. Kako plačujete? Ja? Pa vsakič pa greste zdravniku, a vam kaj da, ponavadi tista zdravnika, ki mora nekaj doplačati. Reče, to je viroza, 5 dole, pa date na šli. Zato je pomembno, da moramo plačevati takrat, ko imamo denar, ne takrat, ko ga nimamo. Jaz se strinjam. Ne moramo delati čudežev ljudem, ki imajo mogoče 500 evrov danes prihodkov. Ne moramo, lahko optimiziramo iz tistega, kar imajo, pa da vidimo, kje so druge možnosti. Ampak žal je pa tako, da rečemo, velika večina ljudi, bom jaz kasneje začel. Zdaj bom še živo, pa bom še pol. Sam pol je pa prepozno, prav zgubi službo. Recimo. Aha, ne povečujemo prihodkov. Kako? No, da smo malo dotaknili, še morda nekdo vam brez poseda, na kogarkoli. Iščite delo, ne zaposlitev. Danes delodajalci želijo predvsem od ljudi res tisto, da pride nekdo dela. Ne da reče, jaz bi se pa pri vas zaposlil, ker rabam neko socialno varnost. Če boste to rekli, ne boste potem zaposlili. Formalno bo že. Ampak delodajalci želijo ljudi, ki bodo res dali sebe notri, v delo. Seveda ne morem mimo tega, ja, nekateri izkoriščajo, nekateri ne. Ampak to lahko osebno bolj pomagam pri tem. Ampak dejte iskati, pa biti aktivni. Mene žalosti to, ko vidim mlade, ko bi lahko delali marsikaj, tudi to se dogaja, pa ne želijo, ker jim je izpočasti. Jaz kot mlada, pa 30 letih sem začela delati, sem delala marsikaj. Pa je super, ker danes rečem, jaz skovertelam, kako hitro marsikaj da ne. Jaz sem delala tudi v proizvodnji. Ampak ključno tem, da mlade treba spodbuditi temu, da sej ni pomembno zdaj, kakšen je tisti prihodek, ampak pomembno, da dobivaš izkušnje, da se naučiš, da se čutiš vredenega. Ker če ne boš in boš doma več let, boš stagniral, samozavest pada, potem je izredno težko vstopati do delavca in ga prepričati, da si ti tisti pravi. Tukaj se da ogromno nares, to vedno povem, ampak je zelo odvisno od nas. Se pa strinjam, da so pa generacije, ki imate še nekaj let do upokojitve, je pa to težji z vidika delodajalca. Ampak, če ne drugega, se lahko pa tudi jaz vam pripravljena pomagati, kako se pripraviti na razgovore. Tukaj jaz malo pogrešam tudi zavod, ki imamo za zaposlovanje, ki bi lahko veliko bolj vam povedali, pa vas usmerili, kako najde zaposlitev. Kaj delodajalci iščejo, kako napisati življenjepis, kam ga poslati, kako poklicati. To so ene stvari, ki je treba, se mi zdi, imamo še kot država, ima še predvsej vzrednega. Zaposleni, a lahko povišamo svoje prihodke? Tisti, ki smo zaposleni, kaj je dobro? Recimo, jaz sem da vedno taka, jaz nisem da postavljala nikoli neko delovno mesto, da rekla, ok, taka je plača, super, to je to. Super je, da iščete vedno nove izzive v svojem okolju, kjer ste. Vedno obstajajo neke optimizacije. Pa s tem, da zagovarjam, ne delati več, pa da ste plačali več, ampak skušajte v okviru tistega, kolikor delate, dobiti več. Kaj to pomeni? Recimo, jaz sem nekoč bila zaposlena v banki, kjer je bila seveda Franko, kako mislimo, da ni prodaja, žal je posod bolj ne prodaja v spredju, in si je povedal, kaj moš pa ti narediti več, da boš lahko na drugi strani si prihodke izboljšal. Se pogovoriš z delodajalcem, pogledaš, kje so opcije in potem pač daš seveda več sebe in se dokažeš in lahko napreduješ. Ne bom rekla, da to velja povsod. Ampak, ključno je pa to, da če pa to ne boste mogli doseči, če pa z delodajalcem vidite, da v nobenem primeru vam ne bo dvignil prihodkov, potem je pa čas, da iščete druge storitve. Ker bože, da se prej s tem soočite, kot da upate, da bo država poskrbela za to, da se poviša, ampak morate sami biti tisti aktivni, reči v redu, tukaj se ne bo mogel nadzmeniti, sem dal ne vem koliko predlogov, nič niso upoštevali, iščete izve druge. Čisto enostavno. Recimo, samostojni podjetniki, vedno več nas je. Jaz nimam osebno s tem težavo. Ker jaz pravim vedno tako, dober kader ne boš nikoli odpustil, ali pa dober kader ne boš prekinil neke pogodbe. Pri samostojnih podjetnikih je pa zelo težko, ker ne moramo ponavadi sebe in mislimo, da moramo mi vse znati, pa vse mi delati. Ampak ne. Če smo samostojni podjetniki, moramo ugotoviti, v čem smo mi najboljši. Če sem jaz najboljša v prodaji, bom jaz prodajala. In bom rajši plačala nekoga,
da mi pomaga pri birokraciji, ga zato plačala, ker bom jaz na drugi strani toliko več posla prinesla. In to podjetniki dostakrat ne razmišljajo tako, ampak mislijo, da morajo čisto se sami, zakaj bi tam enega plačal. Plačal ga boš zato, ker boš ti veliko več noter drugo. Tako da tukaj je vedno so neke rezerve. Aha, upokojenci, imam kar nekaj stran, ker so upokojenke, pa tudi zelo na to služijo upokojenci. Seveda, prvič moramo biti zdravi, to je res, zato. Drugič pustimo, kako zdaj to država nam vzame za to, pač mimo tega sveta moramo. Ampak če kdo želi, ali pa se mi zdi, da pač pomoč vedno pride prav. In se lahko kakšen dodaten evro mimo ljudi zasluži. S tem pa ste bolj aktivni, ne? S tem nekako hranjate svojo aktivnost, ste bolj zdravi, lahko na koncu in se tudi pomagate. Imam jaz eno upokojenko, čisto stara je 68 let in čuva 4 otroke. In sem rekla, kako zmore. Stari so pa 1 leto pa pol, 2 pa pol, 3 pa pol. Vsak dan, 9 ur. In rekla, zato sem živa, ne? To živim. In zelo bolj služim bolj. Ampak in paše, je aktivna, tako da veste, da pač se da marsikaj. Povprečen Slovenec letno izgubi 1208 evrov zaradi slabih finančnih odločitev, pa bomo še zdaj na menečkem čez na hitro pogledati, ker je pa so te slabe finančne odločitve. 95 evrov je napačnega bančnega računa. Prav je. Bančni račun, a kdo ve izmed vas, koliko vas stane vodenje računa? 20 evrov na leto, 10 evrov na mesec. No, tukaj so rezerve. Tako da malo dobite občutek, ne? Gospa plačuje 10 evrov na mesec, vem, da imate pakete, pač dajamo marsikaj, ampak 1,25 evrov, govorim za tiste, ki smo aktivni, je lahko nek tak najcenejši vodenje računa. Upokojenci ste še cenejši. Upokojenci imate tudi 0,99 evrov na mesec. A je 1,25? Časno bi bilo malo pogledati. Se ni to ključno, imate delal za prejenico. Kjero imate malo? To pa ne zgavate zamenjate? Morate zamenjati. Jaz sem govorim, da če obstajajo cenejše banke. In ključno je spet to. Jaz pravim, tako se začne služiti na malenkosti, da boste videli. Ker je gospa lepo rekla, 10 evrov na mesec plačuje za račun. Zakaj, če bi lahko 1,25? Pa smo tlele prehranili. In rečem, morate se vedno vprašati, kaj vi rabite od banke. Če imate pokojnino, imejte najcenejši možni račun, pa najcenejšo banko, če hodite ponovati plačevati na banko položnice, ne vem, res se vedno zagovarjam online, če se da, če pa niste tega vešči, potem pa zberite res tisto, ki je najcenejše. Lahko bistveno prehranite. In tukaj vas že zgubljate neki denar. In se recimo, ko so pokojnine niso visoke, se to zelo hitro veliko pozna. Zelo pozna. Pa je 40 evrov, pa je 40, pa je stranček je na mesec. 50, pa jih je 50. Meni to ni malo denarja. Potem, tale je zelo pomembna. 125 evrov za uporabo limita. Limit je najdražja oblika financiranja. A ste to vedeli? Stane več kot 10% na leto je efektivno obrestna mera. 13 običajno. Tudi, ja. V glavnem, pomembno je zato, da ko enkrat imate limit, je sicer fino fajn kdaj, da prvič ga porabite. Pa nič več, ker je zredno težko splezati iz njega. In plačevati za limit je škoda, a rajši najamte kredit, pa ga poplačite, ker je bistveno cenejše. Če damo primer, 12% je efektivno obrestno mero, pa na kreditu 6, kaj? Polovico cenejše. Ali razumete? Pa s to razliko, da boste na koncu vsaj odplačali, pa ga na tem je več. Pa smo pa spet v disciplini. Pa res ne več, limit. Tako da ključno je to. In kakšni pa so stroški limita? Strošek odobritve limita, če nimamo nekega zlatega računa, ki imamo brezplačen limit, pa je zdaj, če imate noben limit brezplačen, zato imate vodenje računa to draži, zavarovanje limita, ki ga računa zavarovalnica, banka vam ga kar tako ne bo dala. Potem imate pa še negativne obresti, ki jih lepo vsaknice spričujete. Da si predstavljate, da imate 2500 evrov limita
maksimalno sem jaz različila 8.000 evrov, ampak to je, da vidite, za 2.500 evrov plačujete minimalno 30 evrov na mesec. A ni škoda? Pa nikoli se nas ne vidite tega. To pa je skozi okno denarja prošen. To je nekaj najdražjega. Kartice, recimo, ki smo jih vajeni uporabljati, vse načeloma plačamo, ne vem, ko plačujemo 20 evrov na leto za tisto kartico, na računino, da samo vprašanje, kakšno imamo. Če imamo kartico z obročnim odplačevanjem, smo spet skoraj na istem, in to je izredno drago. Ker kaj? Zakupimo za 100 evrov, pa rečemo na 5 obrokov, pa se teh 5 obrokov vreče na 7 obrokov, za brezni vred. Tako da, kartice kreditne, jaz vedno rečem, ja, lahko jih imate, prav, da jih imate, ampak njihov namen glavni je plačevanje preko interneta, zaradi varnosti, pa ko greste v tujino. Ne pa, da s karticam plačujemo v trgovini, ko gremo v kruh. To je ena bistvena razlika. Ker pač vstanejo in je škoda vsakih 20 evrov pa 30 evrov. Če jih ne koristite za namen, katero so res namenjeni. Konec konca pa obstajajo predplačniške kreditne kartice, ste za to slišali, ki so pa na 4 leta 10 evrov stanejo, za 4 leta ali celo nekje brezplačno in toliko denarja, kot si daste gor, to ga lahko zapravite. Pomete pa take. Govorim za tiste, ki plačujejo prek interneta, ker če ne, je na uličku. Zapravaš, tukaj gre. Potem imamo, 180 evrov s tem, ker ne zamenjamo dobavitelja elektrike, plina, interneta, televizije. Dostikrat smo zelo leni, ker rečemo, toliko je položnic imamo, to ne plačujem, pa se nam ne ljudi malo to pogledajo, ko bi lahko prehranili. Jaz pa povem, da zelo hitro lahko prehranite, 10 evrov na elektriki, pa 20 na plinu, pa pogledajte kam gre. Internet, ali pa če imate otroke, ne vam pomagajo, obstajajo iskalniki, ker samo noto klicate, kdo je najcenejši, menjajte, nič vas ne postavi. Ključe sam, da pogledate, kakšno pogodbo imate, seveda, prebrati jo je treba, da niso kakšni penali, načeloma se tudi dobavitelji danes borijo za stranke in so vedno cenejši. Pogledajte telefon, koliko plačujete za telefon na mesec približno? 15? 17, to so že v redu številke, ker kakšni neko pa še vidim tam 30 ali pa še kakšne više številke, se pa zdržiš. Danes niso več tako dražni. Samo morate vi za to poskrbeti, da zamenjate paket, ker oni da mesto vas ga navljo. Ker sami sebe škodo. Aha, 240 evrov, ker hodi trgovina brez načrta, to govorim na leto, Kako dobite hitro 20 evrov? Zdaj, jaz, ki sem mlajša, ker zdaj trgovina se mi tako zgodila. Če bom najprej kupila tist čaj, obliškovih izrate, pa sladkarije, da me zdaj momentalno zadovolji, če privljam pa spet tašne. In jaz tukaj zelo podarjam, spomnim se stare mame, kako ona to lepo pisala, tako lepo pisala na tist liste, ki so hodili videti še trgovino in so lepo to kupili vse. Ampak jaz pravim, zakaj se to zgubili, To je enostavno danes moramo uporabljati še naprej. Vse jaz vidim, da marsikaj to uporablja, ampak spet, nič ne pomaga, če bomo tlele listek, tukaj pa gledamo police z akcijam, pa jemljamo tisto, kar je tukaj gor. Nič ne pomaga. Jaz pravim, lahko jemljamo akcije tisto, jaz zelo rada vsak dan dobimam tiste, akcije reklam, ampak gre za to, da spremljam, da vidim, kaj se dogaja, kako končno tudi dobrovci znajo zavajati, ampak po drugi strani pa, da točno vidimo na črtu, ko vem, kdaj rabim mleko, kdaj rabim ne vem kaj, so stvari, ki lahko vnaprej kupim več. Zakaj ne bi za, ne vem, 12 litrov mleka šla enkrat tja, kupila, ker konc rok traja na leto daljši. Ali pa prašek, ali pa kakšne koli stvari. In to je recimo način, ko boste bolj res zelo hitro prehranili. Spet, ne način, da boste kaj šparali, ampak boste zelo natančno vedeli, kaj rabite. Preden greste pa na listek pisati, pa kaj, odpremo hladilnik, pa umazamo, pa zmazovanje. Da se ne dogaja, da nečemo stran. Zdaj ena gospa zadnjič pri meni rekla, joj, gospana, sem šla po vašem predavanju dol v skrampo, sem videla, kaj vse imam, sama vlaga, sama to. Rekla, sem v prvem mestu 200 evrov prehrana, sploh nisem šla po trgovino. Ker sem si rekla, najprej bom to porabila, bom pa to porabila, potem po trgovino. Zato so take malenkosti zelo hitro zgubljamo.
Ja, tukaj v teh kreditih, leasingih, to bi lahko jaz v bistvu eno ura samo o tem govorila. Če vam povem, da sem pred kratkim imela en primer nekega stanovanjskega kredita, kjer je gospa leta 2008 najela stanovanjski kredit, je imela pač neko fiksno obrestno mero, in smo zračunali, da si ustvarila izgube do danes v višini 22.000 evrov. Do danes. Do konca dobe kredita, če bi ta kredit trajal do konca, oziroma če gospa recimo ne bi prišla do mene, je da ta izguba visoka 45.000 evrov. Stanovanje. In zato poudarjam, koncev sama sem da nekdanja bančnica, banki potrebujemo, jaz se strinjam, ampak če gremo mi tja po denar, zberimo banko, ki bo ta najcenejši. Okay? Zakaj bi tako izgubo si ustvarjali, če ni treba? Če vse, kar potrebujemo, smo znanje, informacije. In to so zelo velike izgube. Ravno danes sem se zjutraj peljala, v službo sem slišala, da je danes prva obravnava glede švicarskih frankov, če ste kaj spremljali v televiziji, zelo aktualna tema. In jaz rečem tako, jaz se strinjam, da sem na strani potrošnikov, ker vem, kako je kredit najet v švicarskih frankih izredno nevaren. Ampak, po drugi strani pa banka reče, a vam je kdo držal pištolo na glavo, da ste mogli že odpisati? Nihče. To je res. Ampak še zmeraj spravim, da so inštrumenti, ki so izredno tvegani, pa jih država ne spušča za prodajo. In zdaj pač moje mnenje je, da je eden izmed teh kreditov švicarskih frankov sodi tudi med ene izmed njih. In tega kredita žal ne bi smel ponujati množici ljudi. Zakaj ne? Ker nimajo znanja. Še tukaj nimajo znanja, ker je res osnovno, kaj še le švicarskih franki pa valutno tveganje. Ker sploh noben ne ve, kaj je to. In kaj se je dogajalo? Franka je prišla, ne vem, rabi 80.000 evrov, da si je reševala nek socialni problem. In je bančnik rekel, žal kreditno niste sposobni na evro, ste pa na Švicar. Da tukaj, žal je stran, da tukaj bomo mogli do česa prideti. Ampak to je vse, to ne bo en nauk spet, ne bo to nauk za vse ostale, za naprej, da se moramo iz teh zgodb nekaj naučiti. Pa da se ne spuščajmo v stvari, kjer nismo specialisti. Dajte raj enega vprašati za nasvet, ker vas bo nasvet bistveno manj stal, kot pa danes, kaj se dogaja. Imam kar precej primerov. Vrednost nepremičnine je padla. Vrednost kredita je enak, s tem, da že 7 let plačujejo. In kaj, ne moš prodati nepremičnine? Kredita ne morejo več plačati, ker kot Murphy se še služba zgubi takrat, recimo. In tudi osebni stečaj ne moš. Mislim tako, lahko greš sam. Tako da to so posledice neznanja. To so težke stvari. Ampak lahko se pa še zmeraj postavljati dokopljate do nekih osnovnih informacij. To se pravi, so potem Hrvati, oni so zdaj vsem tistim strankom, ki so zdaj ta kredit, so v bistvu dali na stroške države. Ja, tako. Sam tem je ena razlika, Slovenija nas bo pregnana. Ko se je to začelo odvijati na Hrvaškem, oni niso v enotnih pogodbah klauzule. Ključne klauzule, kjer so kreditojemalci, da bi se seznanjali, da potrjuje in se seznanja s tveganjem. V Sloveniji so pa to ugotovili in so to klauzulo dali. Imajo vsi v kreditnih pogodbah danes imajo to klauzulo. Oziroma, celo videla sem tako, da tisti, ki pa ni imel, jim je pa banka enkrat pač pol vmes malo zadala. Razumete? In vsi imajo to pisano. Tako da, govorim iz tega vidika, je to žalostno, čeprav, ko sem pa gledala te prodajne brošure, ki so jih pa banke imele, švicarski frank, najbolj varna valuta, najbolj ugoden kredit, to pa zame je zavajanje potrošnikov. Zame je to zavajanje potrošnikov. Po drugi strani pa spet ni pravično do tistih, ki so pa špekulirali. Kdo pa špekulira, oni, ki imajo veliko denarja, ki dejansko vedo, kaj lahko s tem pridobijo. In potem, če bodo prišli oni v to maso, so enako na tisti strani kot tistega reveža, ki pač ni res vedel, če se prikazuje. Jaz sem tako videla starejše kredite za avto, kredite 8 let v švicarskih frankih, pa kje živite, Tako da to so težave. Še hujše pa bilo, ko je država zavajala takrat z novo kreditno banko, kupite delnice, to je dobra naložba, potem je pa gospa Bratuškova nas razlastnila čez noč in smo... To so vse to informacije. Dejansko bi mogli te ljudje odgovarjati za zavajanje, pa to je bilo masovno, zavajanje. Točno tako, takrat je gospod Arhar
ko je tematika švicarski franki, oni so takrat slovenskim železnicam predlagali, to so bili milijonski krediti v švicarskih frankih. So rekli, ja, to so bile cele skupine izvedovalcev, ko so se z njimi, oni so se češ sami bolj odločili. Ja, sam, ne gre to tako. Ker obstajajo konec za podjetja pa inštrumenti, kjer pa ti to valutno tega ne lahko zaščitiš. Tako da, glavnem, veliko je teh informacij in potem ljudje smo pa tako kot čredi nagon, pa vemo, da pač je zelo prisoten in ko nekaj slišiš brnk, greš en za drugi. To je bilo NKBM, pa Savari, pa vse te zgodbe so država namenoma, da smo not denar vzmetali, potem so nas pa cek požagali. Ja, 1000 evrov. 89 evrov gre plačuje previsoke premije zavarovanj, to so lahko avtomobili, to so lahko stanovanja oziroma nepremičnine. Upam, da nepremičnine imate zavarovane. Velikokrat se zgodi, da ljudje rečejo, tukaj bom pa šparal, pa se spet vprašam, a rado plačujemo za stanovanje, ki je pa 10krat višja vrednost, pa ne. Tako da to je treba paziti, vsaj ti srečen požar, ali zlir vode, karkoli to mora biti, pa seveda potresek tudi vedno bolj slabo. Ker to je to. Pa strele zdaj v zadnjem času. Ja, evo, to se je tudi ponavadi že povedal. 105 evrov, ker dopusta ne načrtujemo naprej, pa ne uporabljamo internet. Ampak kakorkoli, spet imamo tisti regres, ki ga čakamo, tisti, ki smo zaposleni, in potem, aha, z regresom grem na dopust. Ja, ne, treba je prej načrtovati. Če boste prej ne zagledali, prej si boste spet nastavili proračun, koliko bom zapravil, zakaj bom zapravil, in isto, ko delamo z ostalimi stroški, enako velja potem tudi za dopust. To je pa 120 evrov s visokimi stroški varčevanj za pokojnino in samosvojitev otrok. To so pa ti pač finančni produkti, ki spet se ne spoznamo, kaj imamo, nekaj plačujemo, mislimo, da dobro delamo in lahko s tem tudi zelo veliko izgubimo. Temelj je znanje, mi v podjetju zelo veliko delamo na tem, da izobražujemo ljudi, imamo take e-knjige, ki so brezplačne, pa jih bolj pošiljamo. Mi pa s soprogom smo napisali tudi vsak svojo knjigo. Tale ni stara, mora se preko 4 mesece, tale ima že 1 leto dobro. Ampak tako, na pomoč, kako naravnan z denarjem. Enostavno, če si to nekdo prebere, pa je spravo, da boste bistveno več prehranili že tako, kot za stanje knjige. Jo je gospa podarila in bo v knjižnici na voljo. Ja. Tako da se jo boste lahko sposodili. Ja, in je ključno... Še boš pa ječel kup, da bo še bolj vesela. Ključno je to, ne moramo preživeti, ne gre se za to, ampak ključno je to, da tisto, kar imate noter, je knjiga tako zasnovana, da je kot priročnik. Vsako poglavje, ki imate, morate delati. Če boste se pripravljeni delati, potem je vzam. Če pa niste pripravljeni delati, tudi če boste pripravljeni, bo menda super knjiga, ampak ne bo nekih velikih spremen, ker nekaj boste mogli reči. Okay. Zagovarjamo tudi osebni finančni načrt, to je za tiste, ki smo nekoliko, bomo rekel spet, ki smo še v aktivni dobi. Vedeti moramo, kam gre. Vse spogovarjam s pari, ugotovim, da imajo tudi oni med sabo dosti težavo. Nekdo si želi, da bo, ko bo starejši, ko bo šel v pokoj, ne vem, okrog sveta, drugi si pa želi, da bo doma. Prav tukaj se treba ponovati mečken pogovor pred sabo, pa ugotoviti, kakšni so naši cilji. Ker če ne bomo težko živeli potem tudi kasneje. In velikokrat gremo kar z glavo skozi zid, kot sem prej rekla. Ne vemo, kaj smo gremo, ne vemo, kakšni so cilji. Dajmo se vprašati, kaj si želimo. In ko vemo, kaj si želimo, je to treba vrednotiti, pa povedati, kdaj želimo to doseči. In ko bomo to vedeli, potem bomo tudi vedeli, s kakšnimi pripomočki in kakšen način lahko to doseči. To je ena taka osnova. Svetovalec, tukaj se moram pač tudi ustaviti. Kdo vam lahko pomaga? Se me mama ne bo zamerila, da rečem, da bi nas starši učili, kako zbirati z denarjem, pač v večini nas niso. Tudi moja tašča, ki je diplomirana ekonomistka, moj mož reče, Bog ne daj, da bi se bili učil. Pa časi so bili drugi, ko je bila ona, mož vedno razlaga, so bili čeki tisti, ki so bili aktivani. In ko je zmanjkali denarja, pa šla na poln po ček, pa ti pride ček pa šel na učenje, pa so že malo zapravili. Tudi bilo drugače, tudi do stanovanja si zelo lahko prišel, zelo hitro si prišel. Tudi do kredita si zelo hitro prišel. In to takih bajnih kreditov. Profesori zelo malo, oziroma praktično skoraj, da jih ni v Sloveniji, ki bi to
učili, ne, profesori, tudi kadrani, tudi, mislite, da na ekonomski fakulteti vas učijo osebnih financ? Prijatelji ekonomisti, mi da imamo zelo veliki prijatelji ekonomisti, pa k nama hodijo na svetovanje. Ne? Zakaj? Ker ekonomist je tako širok pojem, da lahko si računovodja, lahko si trgovec, da si ekonomist, lahko si makroekonomist, lahko si in tako naprej. Ekonomist je preširok pojem in potem, ko pride do kakšnih takih, ne, nakupite to in kupite to, pa smo vsi pametni, ne, švicarski frank, prodaj, ne zameni, ne to nared, kratka, pride do res enega kupa nesporazumov, ker mora biti človek zato specializiran. In zato mi to pa podarjamo. Samo tisti, ki je neodvisen, kdo je neodvisen? Ki ga nihče ne plačuje. Ja, točno tako. Tisti, ki ni zaposlen v eni izmed inštitucij, ne, ali to zavarovalnica, tudi zavarovalničari pravi, da so svetovalci, žal, ne moram strinjati z njimi, ker so neomejeni z nekimi produkti. Ne. Tudi bančniki žal ne morajo biti svetovalci, ker so spet omejeni s produkti. Spravi, nekdo, ki se res s tem profesionalno ukvarja in etika je poključna. Vi morate biti na prvem mestu. Ker danes pa nažalost v tej branži v Sloveniji je to zelo pogovarjeno. Ker ljudje gledajo izključno, kaj bodo od vas zaslužili, ne pa izključno, kaj za vas dobro. In če vam kdo pri 70 letih, kar sem videla, velikokrat sklepa neko naložbeno zavarovanje, in da se pričuje, da to vi rabite, pol žal ni to. Ker tega je veliko. Potem vidim stranke stare, tako 60 plus in ogromno enih polic, raje pa se znano bo zgodili. Ker rečeš za koga? Ja, da bodo otrokom z nekaj zapustili. Lepo vas prosim. Zadnji ček mora biti ne napisan, mislim, da mora biti ne kripto, ko gremo iz tega zrta, Malo hecene. Mi bomo z otroke že prej poskrbeli, če poskrbeli. Vi morate zase poskrbeli. Če boste vi zase poskrbeli, to se za moje mami govorim, on ne bo nam treba za vas skrbeli. Ker meni nam ne pomaga 2 stanovanji, če jih ima nekdo, če ne more nekdo živeti in ga moram jaz za to plačevati. Če to jaz dobim pa 70 letih, bom imela sam del. A je veste? Tako da me razumete, zato, kar se pomaga, se prej pomaga, računati na to, ali pa jaz rečem, kupovati neko naklonjeno strani otrok, zato, ker jim bomo pa nekaj zapustili, ne se to ne dotopi. Otroci nas morajo imeti radi na same po sebi, ne zaradi tega, kar jim nekdo da. Prav? To je to. Kako izbrati pravega, imamo en tak brezplačni priročnik, tistega, ki zanima. In to je to. Zdaj pa mogoče, kakšni so kakšni izzivi med vami, če ima kdo kakšno vprašanje. Povejte mi, ja, imaš? Imam 2 leti še do konca izplačila kredita v Švice. Pri NLB, sicer zadeve spremljam, ampak zdaj res, v bistvu nekako na koncu, lansko leto recimo sem še nazadnje malo čekiral, a bi šel kam drugam, ne, ampak zaradi ročnosti, praktično teh pred iztekom, se mi zaradi naučitve oziroma udobritve po vseh teh dodatnih stroškov ne splača. Vi ste konc že vse obrestite glavne plače. Tisti, ki so bili res na začetku ali pa ko greš, je to čist neka druga. Ali pa bi imeli slab kredit, še za pripravljanje. Ker sem imela eno stranko, ki je imela, ne vem, Libor plus 3%, ne. To ni bilo normalno v tistih časih, ko je bil Libor plus 1 ali pa 1,5. Se pravi, takrat že razmišljaš o tem, a bi spremenil, ker na koncu tudi kredit že zdrg. Koliko ste pa na koncu odbili? Jaz tam Libor plus, mislim, da 1,56. Ne, poštite. V bistvu na tistem izrečnem že, da se ne boli Libor. Je že odbolel. Še kakšno drugo vprašanje? Kaj bi vi svetovali, naprimer, mi smo zelo specifična populacija, plač nimamo, živimo od darov oziroma maršnih intencev, vse ne živimo slabo, tudi s tistim, kar imamo, hvala Bogu. Penzion, naprimer, ima moj kolega, ki ga trenutno zdaj ni tle, mislim, da ima 380, pa ima dodatek, tako da ima okoli 410, gospodože, tako. Star sem 46 let,
Pa vendarle, ne, zdaj, ko bomo mi stari vprašanja, bojo še mašne intencije, stanje v družbi, v odnosu do cerkve ni ravno rožnato in ob teh, bom rekel, tisočih, ki prihajajo v Evropo, se zna tudi tu struktura precej spremeniti. Kaj mi je za narediti? Mislim, čisto tako, kaj bi vi svetovali? Zdaj, neko zdravstveno mešano pri zavarovalnici Merkur, že pred leti sem to nekaj minimalnega imam, ker so mi takrat starši to omogočali. Kaj je zdaj za narediti? Vemo, ni veliko manevrskega prostora, ampak vendarle nekaj bi še človek lahko zmogel narediti v to smer, jaz mislim. Ja, zdaj tukaj je ključno to, ker ste lepo omenili recimo Merkur, Zavarovalnica Merkur. Vedno vprašamo ljudi, zakaj pa Merkur? Rekli ste, so starši, vam že to naredili. Kakšen je bil ta primarni cilj? Kaj sploh tisto, kar imate sklenjeno? Jaz vam že lahko kar povem, ker že malo na pamet poznamo te stvari, da imate neko naložbeno zavarovanje. Zdravstveno in tako, ja. In to pomeni, da pač ta produkt za neko dolgoročnost nikakor ni primerno za varčevanje. Zakaj? Ker če mi ločemo naložbeno zavarovanje, nam beseda pove, da imamo naložbo, pa imamo zavarovanje. In to pomeni, če imamo mi nekaj, recimo damo 30 evrov, gre določen znesek, gre v zavarovanje, se pravi, gre v strošek, določen del gre pa v naložbo. In to ni idealni, recimo, nek finančni produkt za dolgoročno varčevanje. To se mi zdi, ja. Tukaj boste, se pravi, vi definitivno, kar lahko naredite, je, da optimizirate to, kar imate, seveda ne na način, da nekdo pride pa reče, tole ni v redu, sklenite novo naložbeno, ampak da se pogleda, kaj pa vi želite, oziroma kakšne so vaše resnične zmožnosti, pogledamo na kakšno dobo, koliko ste danem tveganju in tako naprej, in potem se vam lahko pove, kaj je tisto, kar je primerno za vas. To, da bi recimo prodajalci produktov so tisti, ki bi danes rekli, da ne se bom nekaj izmislila, odvida štiriše produkcije najboljši. To je prodaja. Pravi, svetovalcem nikoli ne bo na prvo žogo povedal produkt, ker ga ne mora vedeti. Ker ne mora vedeti, kakšne so vaše resnične zmožnosti, pa kaj bi vi želeli imeti. A vi rabite neko zavarovanje za koga? Kritje, recimo, ko govorimo o kakršnikoli smrti, ker jaz imate vi tukaj... To so mi tudi pošiljali, ampak to pa nisem vzel, ker zakaj bi se za menoj kregali za tiznar, ne? Ampak ljudje pa mislimo, za smrt pa res zdaj nazno velik rabno. To ni res. Marsikdaj mi rabimo imeti osebno bilanco stanja, ker potem vidimo aktivo, pasivo, pa vidimo, če kdo to sploh resnično potrebuje. Ko imamo otroke, je to nekaj drugega, ker imam jaz stanovanjski kredit in Bog ne daj, če se meni kaj zgodi, bo hči odplačevala kredit. To so tiste ključne stvari, ko imamo kar nekaj sklenjeno, potem zelo veliko izgubljamo. Recimo 10%, kot smo računali, do 20% na mesec dražje stane ta produkt. To vrstni produkt, če se tako izražam. Ker vi dejansko rabite bolj kot je varčevanje, ne zavarovanje. Pa še pozabiš, ker si prd zlomaš, pozabiš takrat. Ampak spet tukaj odškodnine, recimo, sem imela nedolgo nazaj gospo, ki je prišla k meni, recimo to so tudi mogoče napačne informacije. Gospa je prišla k meni in je rekla, jaz sem pa že pol leta doma, sem na bolniški, sem spadla s kolesom, gospa hrame in tako. In sem rekla, in ko dobim zdaj lepo odškodnino, 3000 evrov, bom jaz enega izmed kreditov odplačala. Imela jih je več. In potem ona prinese meni tisto polico in jaz rečem, gospa, kakšno odškodnino? A po tej polici? Ja, po tej polici se imam 25 evrov. Rečem, sem tukaj nimate nobene dnevne odškodnine. Kaj pa imam? Jaz pa tukaj imate smrt, pa nezgodno invalidnost. In gospa je bila, pazite, 6 mesecev doma, zato roko na srce ona bi lahko prej delati, ker je mislila, da ima to sklenjeno. In zdaj pa hoče še nekaj drugega povedati, in je ona računala na teh 3000 evrih, a izgubila jih je pa veliko več v tem času, ker ni imela malce, prevoza, pa 80% ni doplačen. Razumete? In te stvari, ko mislimo, imam 10 evrov delne odškodnine, nadomestilajo na mesec, dajte si daj izračunati, koliko boste za to vi toliko mesecev prej plačevali, oziroma na kakšni izgubi ga boste, če vas ne bo potem izgubila. In to so
napake, ki jih pogosto delamo. Se pravi, da sklepamo stvari, na katere se resnično ne spoznamo. To je pač malce žalostno, ne? Bomo enkrat tako. Ja. Off the record. Kakšen je pa potem, kaj pa tisto, kar bi se prihranilo, ne? Eni dajo štump, ne? Kam bi pa vi, in da ste rečem svetovali. Jaz lahko povem iskreno, kako imamo mi da to urejeno. Mi da imamo pač to zelo razpršeno, zato ker je odvisno posameznega cilja. Za otroka je čisto nek drug cilj, kot je nek cilj, ki bo imela čez 5 let nakup avtomobila. Eno je pokojnina, eno je odvisno, kot mi dva pač seveda, ko imamo druge informacije, ki jih imaš seveda več in si vsak dan o temu, lahko, v bistvu je, da sproti potem prilagajate glede na trg. Se pravi, ko nekaj sklenete, ni nujno, oziroma več možnosti, da to ne bo naslednjih 30 let, ampak je treba vmes dobiti prave informacije in to spremeniti. Tudi kot pri kreditih. Najavimo kredit za 20 let, ali pa za 30. In potem mislimo, mi smo to podpisali in je to. In ni res, kredit se lahko vmes spremeni. In tako smo prišli do stranke, ki je imela 7% fiksno obrestno mero, sklenjeno na dobo 25 let, smo danes prišli na 3. In se razumemo, ne? Se pravi, ampak moraš imeti pa kaj informacija. Sam ne boš sprejemati tega, definitivno ne. Ker je to težko. Pa pustimo, da obrestne mere, ki banke pokažejo, če se to izrazim, na tiste, ki so podrealne, ki se da dobiti, so niso enake. Ampak tako da to je ključno. Se pravi, ni tistega pravila, da bi vam rekla, zdaj ledete v delniške sklade, zdaj ledete to je prodaja. Koliko pogosto pa se, recimo, to dobro, že dnevno to spremljate, ampak koliko pogosto je priporočljivo pogled na pol leta? Mi na eno leto vsakim strankam, s katerim delamo, te načrte, pa s katerim se določe cilji, potem posledično na koncu, recimo produkti, enkrat letno se srečamo. Oziroma, če pa vmes pride do kakšnega tresljaja na trgu, je pa vedno tako, da svetovalec ta prav takrat, ko vas pokliče, ki gre dol. Ne da takrat, ko gre dol, je on nedosegljiv. In se razumemo. Tukaj so bile tudi veliko izgub ustvarjenih na način, da ko je šel trg dol, so vsi začeli prodajati, ker so se tudi vse prodajali. Ampak to je napačno, ker kdaj gremo mi kupovati, ko so iz prodaje, ker posebni. Spravi, nekje uporabimo to logiko, nekje pa ne. In važen je cilj. Veda, če ti nimaš cilja, boš pa hitro se ustrašil, pa boš pa hitro delal. To je zelo kompleksno, in segment področje. Tudi pri nas smo specializirani vsak za svoje. Da bi eden to lahko vse pokrival, je nemogoče. To rečno. Mislim, sem čakala na dobro, da tudi veš kolega razgovora. Ja, ne, pokličate se, dogovorimo. Tako da evo, če ima kakšno drugačno državo, ki ne želi tako, lahko mi slišate na meni, Ana, ali če koga poznate, glede tega smer. Pomagamo po svojih najboljših močeh, če se da. Težava je samo v tem, ko se dostikrat ljudje obračajo na nas, takrat, ko je že res pozno. Kdaj pa za nas pozno? Takrat, ko so že blokade na računi, ko gre že za deložacijo, ko gre že dejansko čisto. Pravijo ljudje, če bi vedel, bi se prej umrlo, ki se tam žal ni čisto. Ko vejo jih je duša, ki mi je fino in se ne obračajo. Treba je za to veliko prej. Ja. Hvala lepa vam, no? Veliko.